Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Danes bomo spregovorili o vedno aktualni temi podnebne spremembe. Prejšnji teden se je namreč na Fakulteti za menedžment začela delavnica z naslovom Podnebne spremembe. Ali pot v neznano, ki se je udeležilo približno 100 študentk in študentov. Vodila jo je vodilna slovenska klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj, ki je prejela vrsto nacionalnih in mednarodnih priznanj. Bila je tudi članica Intergovernmental Panel of Climate Change, ki je za svoje raziskovalno delo prejel Nobelovo nagrado za mir leta 2007 v Parizu. Ja, dejansko je delavnica, kjer bi si pogledali, kaj pravzaprav prinašajo podnebne spremembe, kaj vemo o njih, kaj predvidevamo, kaj bo dobre, kaj bo slabega, pa seveda potem tudi imeti eno širšo diskusijo, ker se, podnebne spremembe tičejo vsega, in gospodarstva, in narave, in nenazadnje etike, Tako da ja, jaz upam, da bo zelo živahno. Kako pa lahko recimo, to je delavnica za študenti, kako lahko oni začnejo k temu, da pripomorejo k preprečevanju podnebnih sprememb, kje naj začnejo? Ja, jaz mislim, da prva stvar je, da morajo okrepiti svoje znanje. Znanje je magično orožje in o podnebnih spremembah se v bistvu v šoli ne učijo, kar je škoda. Tako da neko razumevanje problema omogoča potem tudi, da sproži akcijo. Če veš, zakaj moraš, potem je to najboljši motiv. Na delavnici je študentom povedala, da podnebne spremembe prinašajo nova tveganja, in sicer fizična, kot so poplave, suše, plazovi, nove bolezni, socialna, kamor spadajo migracije in civilna nepokorščina, gospodarska, kot so spremembe trgov zalog, davkov, nihanja cen, in politična, kamor spadajo vojne za vodo in vire ter okoljski terorizem. Podnebne spremembe so energetski problem v bistvu, to se pravi varčevanje z energijo, zamenjavo energije, učinkovita raba. To je tisto, kar lahko naredi vsaka. Študentje pa seveda lahko to še mogoče v kontekstu nekega, sodelovanja med mladimi, mogoče to tudi promovirajo, ne samo, da sami počnejo. Po drugi strani je pa zelo pozno že, da bi podnebne spremembe ustavili. In tudi tukaj rabimo, nek odziv pri prilagajanju. Kako se prilagajati na neurja, na dvig morske gladine, na to, da mogoče kakšne druge invazivne vrste prihajajo in da nas to tudi bo stalo, nenazadnje tudi človeških življenj. Tako da tudi neke rešitve inovativne, kako se s prilagajanjem na to, kar je, ukvarjati, kako postaviti zavarovalništvo na novo in podobne stvari. Tukaj rabimo nek mlad, živahen pristop, nove ideje. Zemlja se je segrela že za več kot 1 stopinjo Celzija nad ravnjo temperature pred industrijsko dobo. Slovenija se je v zadnjih 60 letih segrela za približno 2 stopinji Celzija, kar je več od globalnega povprečja. Najbolj so se ogrela poletja in pomladi, nekoliko manj zime. Znanstveniki medvladnega foruma o podnebnih spremembah opozarjajo, da bo globalno segrevanje za 1,5 stopinje Celzija privedlo do resnih, celo nepopravljivih posledic za naše okolje in družbo. Ja, največji izziv je dejansko, kako najti nek nadomestek za nafto, če tako rečemo. Ker tega čez noč ne bo, tudi obnovljivi viri ne morejo v celoti pokriti, seveda je treba nekako zmanjšati rabo energije. Če recimo gledamo promet, seveda javni promet je nekaj takega, kar zmanjšuje rabo, recimo. Po drugi strani, gradbene druge tehnike, kako narediti stanovanja ali pa hiše, ki bi bile nič emisijske. Tako da zmanjševati rabo, dokler ne najdemo nekega vira, ki pa upajmo, da ne bo predaleč. Samo enako živeti, pa zamenjati energijo ne gre, čeprav si ljudje tako želijo. Lučka Kajfež-Bogataj je osvetlila nujne spremembe v prehranskem, energetskem in mobilnostnem sistemu ter opozorila na ključno vlogo družbene enakosti pri reševanju podnebne krize. Ja, dejansko prehranski sistem je pa druga stvar, kjer bi morali začeti bolj resno razmišljati. Skratka, čim manj zavržene hrane, to je prvi korak, ker v vsaki hrani je vgrajena nafta, je vgrajena voda, je vgrajeno delo, nenazadnje človeško, izguba biodiverzitete, in če mi hrano zavržemo, je seveda mnogo večja škoda narejena, kot si mislimo. Seveda korak k bolj mogoče lokalni hrani je naslednji korak.
sveži hrani, to se pravi, da ne konzerviramo, zmrzujemo, prevažamo in tako naprej hrano. Ne? In seveda tisti zadnji korak je pa tudi mogoče razmišljati o spremembi nekako bolj v smer rastlinske prehrane. Ne, da bi nehali jesti meso, ampak skratka biti racionalni tudi v tem. Tako da ja, to je neka taka, bi rekel, zelo kompleksna zadeva, ki vpliva potem tudi na kmetijstvo, ki onesnažuje pa še drugače, ne samo kar podnebnih sprememb. Seveda mobilnost, smo omenjali v kontekstu zmanjšanja energije, je pa seveda vse to, kar govorimo, zahteva mogoče nov življenjski slog, ki je manj potrošen, kjer bolj razmišljamo, kjer pravzaprav varčujemo, ampak varčujemo, tako bi rekla, s tem, da ne zmanjšujemo kakovosti življenja. Tako da moramo kar precej, bi rekla, inteligenten, pameten pristop pri tem imeti. Imamo pa orodja, ki pomagajo, imamo digitalizacijo, imamo nenazadnje tudi umetno inteligenco, ki nam pri tem lahko pomaga. Ampak glavna odločitev, kako začeti, pa mora biti nekje iz naše glave pa srca. Slovenija je sprejela strategijo prilagajanja podnebnim spremembam, ki določa usmeritve za zmanjševanje ranljivosti in povečanje odpornosti naravnih in družbenih sistemov na trenutne in pričakovane vplive podnebnih sprememb. Na vprašanje, ali smo v Sloveniji na podnebne spremembe dovolj pripravljeni, je sicer sogovornica odgovorila nikalno, saj slovenske vlade vidijo le energetsko komponento in si do neke mere prizadevajo vsiljevati obnovljive vire, ne vidijo pa, da obstaja mnogo širša potreba po spremembi celo gospodarskega sistema. Ki je zdaj linearen, ki je usmerjen samo v rast, otepajo se nekih krožnih modelov, več recikliranja, dejansko bi rekel kot neke spodbude, ekonomske niso toliko v smeri zmanjševanja kot v povečevanje. Nenazadnje, poglejte, mi še vedno sofinanciramo rabo recimo premoga, sofinanciramo z državnim denarjem, rabo nafte in tako naprej. In dokler daješ ti subvencije nekomu, da onesnažuje, si daleč od tega, da bi bil zelen. Človeške dejavnosti postopoma spreminjajo zemljino podnebje, saj v ozračje vnašajo velike količine toplogrednih plinov, poleg že naravno prisotnih. Ti plini nastajajo predvsem pri izgorevanju fosilnih goriv za pridobivanje energije ter pri drugih dejavnostih, kot so krčenje tropskih gozdov, kmetovanje, živinoreja in kemična industrija. Med njimi ima ogljikov dioksid največji delež med plini, ki jih sprošča človek. Povečana prisotnost teh plinov okrepi toplogredni učinek, kar vodi do hitrega dviga globalne temperature in povzroča obsežne spremembe podnebja. Podnebne spremembe so nekaj, s čimer moramo živeti. Mlada generacija nima izbire. Skratka, o njih veliko vedeti, nekako pogumno se lotati, odkrito. To je moj nasvet, ker, kot rečeno, so tukaj in bojo tukaj ostale. Na obalnem območju bodo podnebne spremembe prinesle predvsem dvig morske gladine. Tukaj ne gre samo za to, da bo, morje preplavilo nizke ležeče dele Pirana. Ta morska voda pravzaprav vdira tudi v tla, zasoljuje tla počasi, vdira v podtalno vodo. Tako da tukaj so problemi, ki jih niso samo tisti, da boš, stal z nogami v vodi. Pa seveda zdaj sam dvig, kako pravzaprav prostorsko drugače načrtovati, kako mogoče objekte, ki danes so v morju, rešiti, če tako rečem. Predvsem pa imam občutek, da se ta problem popolnoma ignorira. Ga izpostavimo, potem so pa rešitve pa mogoče na občinskih že nivojih kar nekje ne najdejo poti v prakso, ampak veste, morje ne bo čakalo. Druga stvar je seveda vročina. Ti vročinski valovi, pomanjkanje vode, obala je ranljiva glede pitne vode. Mi ne moremo biti odvisni od Hrvatov, kot smo recimo v veliki meri. Tudi v tej smeri bi morali nekako se opreči, ko rečem, na lastne sile nekaj narediti. Pa se tudi leta in leta odlaga za prihodnjič. Potem je pa seveda tudi ta samooskrba. Tukaj je možno pridelovati bistveno več hrane, kot na Gorenjskem. Usmeriti nekako kmetijsko pridelavo res v tisto pravo smer, ji pomaga do neke mere. Tako da ja, pravzaprav zelo veliko stvari tukaj specifičnih, kjer bi seveda prilagajanje na podnebne spremembe prineslo koristi, gospodarske koristi, ne samo neko škodo. Ampak veste, za koristi se je treba potruditi. Tista škoda pride pa sama od sebe.
Če ne bomo sprejeli učinkovitih ukrepov za omejevanje podnebnih sprememb, bo Evropska unija v času naših potomcev utrpela hude posledice. Zaradi onesnaženosti zraka bo vsako leto prezgodaj umrlo okoli 400 tisoč ljudi, vročinski valovi pa bodo povzročili približno 90 tisoč smrti letno. Južne regije Evropske unije se bodo soočale s kar 40% manjšim obsegom razpoložljive vode, obalna območja pa bodo vsako leto izpostavljena poplavam, ki bodo prizadele več kot 2,2 milijona ljudi. Gospodarska škoda zaradi teh podnebnih vplivov bo znašala približno 190 milijard evrov letno. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.